V preteklih 2 sezonah sta se za naslov mladinskega prvaka merila gostitelj Koper in Maribor, letos se je na pokalni praznik slovenskega nogometa uspelo prebiti Aluminiju in Domžalam. 21. pokalni finale je ponujal odgovor na vprašanje, ali Domžale v svojem drugem nastopu prvič do lovorike oziroma ali Aluminij v svojem tretjem finalu do druge zmage. Favorit srečanja je bila ekipa Domžal, ki je že zmagovalec državnega prvenstva, medtem ko je Aluminij tik pod vrhom skupne lestvice kadetskih in mladinskih ekip oziroma 6. v mladinski konkurenci, kjer so Domžale daleč pred ostalimi. Premoč se je pokazala že v uvodnih minutah finala na atletskem stadionu Bonifike, kjer so se v obeh ekipah predstavili igralci, ki že imajo nastope tudi v članskih ekipah. Prvi je stopil v ospredje Alen Ožbolt in poskrbel za vodilni zadetek varovancev Darka Birjukova. Pred mladincih ne igram veliko, zato takrat, ko pridem, moram pokazati, zakaj me ni pri njih. Tako da ja, pomagal sem ekipi, ekipa je pomagala meni in skupaj smo prišli do finala in zmagali. Da pa ima pokalno tekmovanje svoje zakonitosti, da je to ena sama tekma, ki lahko ponudi tudi kakšen zaplet, ki ni povsem v skladu z aktualnim razmerjem moči, je pokazalo nadaljevanje, ko so mladinci iz Kidričevega zadeli za izenačenje. Izkazal se je Dejan Petrovič in to je bil trenutek, ki še ni pokazal obrisov končnega razpleta. V prvem počasu smo dobro odigrali. Imeli svoje priložnosti, na to pa v drugem počasu dobili hiter zadetek, ki je nas presekal. Ekipa Bojana Špehonje je torej drugi polčas začela z upanjem, da bi našla še kakšen odgovor na domžalsko premoč, ki je prišla kmalu do izraza tudi z uspešnimi zaključki akcij. V dobrih 15 minutah drugega dela je bil finale odločen. Najprej je še enkrat zadel Alen Ožbolt. V nadaljevanju domžalske prevlade na sredini igrišča oziroma na polovici svojega tekmeca sta vse dvome o končnem razpletu rešila Žan Žužek in Ernest Grvala. Slabe pol ure pred koncem je bil finale 4-1 v prid Domžal odločen, v dežju pa nato manj strelov proti vratom in obenem več menjav, ki pa niso ponudile nič novega v razmerju moči. Pričakovan razplet torej z manjšim zapletom v prvem polčasu, ki pa je bil nazadnje predvsem popestritev vrhunca mladinskega pokalnega tekmovanja. Odločilen je bil začetek drugega polčasa, kjer smo ritem stopnjevali in hitro zadeli 3 zadetke. To mislim, da je odločilo današnjo tekmo. Če prideš v finale, je cilj vsakega, da zmaga, ampak tokrat ni šlo mogoče naslednjič. Treba jim je čestitati za zmago in to je to. Na papirju smo bili favoriti, to je bilo treba prenesti na igrišče in danes smo uspeli. V 21-letni zgodovini mladinskega pokala se je na vrhu zvrstilo veliko ekip. Prvič pa naslov za Domžale, ki so skupaj z državno lovoriko v tem trenutku najuspešnejši klubski podmladek v Sloveniji.